Živjo, sem Jana Pristovšek in ponovno smo skupaj. Danes bom govorila o nezaključeni zgodbi. Nezaključena zgodba je zgodba, kjer mi drugi osebi ne moramo povedati tega, kar hočemo, oziroma ne dobimo od nje odgovora, da bi lahko šli naprej oziroma da bi vedeli, pri čem smo. Ženske rade govorimo, ženske damo stvari rade ven iz sebe, zaradi tega imamo veliko prijateljic. Moški to delajo drugače, moški to predelajo pri sebi, ampak ne glede na to, pridemo včasih do situacije, kjer se druga oseba noče več pogovarjati z nami, oziroma nas ne sliši, oziroma nas vedno preglasi, oziroma nas je z nami, nas morda posluša in ne da nobenega odgovora. In kaj se zgodi takrat v ženski? Ženska takrat oblebdi. Oblebdi v nekem stanju in ne more naprej. Jaz rabim odgovor, jaz hočem vedeti, zakaj se gre, jaz hočem vedeti, kaj ti misliš, jaz moram vedeti, da grem lahko naprej. Jaz ne morem živeti v tej negotovosti. Zakaj se to zgodi? Zaradi tega, ker smo mi usmerjeni navzven. In absolutno je prav, da se mi z ljudmi pogovarjamo, da jim povemo, kaj želimo, kaj rabimo, kaj hočemo, kaj nam ni všeč, kaj bi radi spremenili. S tem ni nič narobe. Ampak potem, če naletimo na osebo, ki tega noče, potem se moramo mi potegniti nazaj. Ne vem, če poznate sistem jaz hočem, ti moraš. Po tem sistemu ljudje zahtevajo od drugih ljudi, od drugih oseb, da delajo na način, kot oni hočejo. S tem seveda opravičijo z različnimi pravili. Tako se obnašamo v družbi, to je normalno, to si je zaslužim, to je primerno, na ta način se pokaže spoštovanje, jaz si zaslužim spoštovanje in tako naprej. Ampak ne glede na to, sistem jaz hočem, ti moraš je prisila. In lahko imamo prav, ampak nimamo pravice siliti druge osebe. In tudi, če si vzamemo to pravico, da drugo osebo prisilimo v nekaj, ni rečeno, da bomo dobili to, kar hočemo. Se pravi, ta sistem na dolgi rok ne deluje. Deluje pa sistem, jaz hočem, jaz lahko. Torej, gre za to, da se obrnemo navznoter. Če želimo drugi osebi nekaj povedati in ni tega ne moremo, se v nas, v glavi odvija nek monolog. Stavki dobesedno brbotajo, kaj vse bi mi radi tej osebi povedali. Čutimo nemir, čutimo željo, hočem dati to ven, od jeze, nemoči, užaljenosti, prizadetosti. Čisto vseeno je, kaj od tega čutimo. Ampak gre za to, da nič od tega mi ne moramo dati ven, ker nimamo te možnosti. Mi lahko govorimo s prijateljico, ampak še vedno nismo govorili s to osebo. To je še vedno neizrečeno. In en kup življenjskih situacij je, kjer bi mi mogli iti naprej, kjer bi mi mogli dati to na stranski tir, kjer bi mogli mi to vršiti sebe, ker nam ne koristi več in bi mogli iti naprej, pa ne moramo. Torej, kaj lahko naredimo? Z BIM metodo naredimo to na ta način, da osebo pokličemo v glavo. Vem, da se sliši nemogoče, ampak naša domišljija nima meja in naše nezavedno vzame vse zares. Kaj to pomeni? To pomeni, da če vi pokličete osebo, ki ji želite nekaj povedati v svojo glavo, če si jo predstavljate, če si predstavljate, da govorite z njo in ji to poveste, in ji poveste, kar ji želite povedati, bo vaše nezavedno zgodbo zaključilo. In to je tisti največji čar. In greste lahko naprej. Ampak ostale bojo prizadete osebe v vas, ki jih potolažite oziroma ki jih peljete
nekam na varno jih združite in to je vaš notranji otrok. Notranji otrok je tako silno orodje, ki nam dvigne razpoloženje, dvigne energijo, pozdravi pretekle rane in ki ga bistveno premalo uporabljamo, celo več, niti ga ne znamo speljati do konca. Notranji otrok je podoba nas samih v nekem počutju. In takrat, ko tega notranjega otroka mi potolažimo, pa ne gre za odraslo žensko, če se vam dogaja zdajle v tem trenutku v odrasli dobi nekaj hudega, in ko to žensko potolažite, se bo počutila boljše in s tem se spremeni razpoloženje. In če gremo zdaj nazaj na druge osebe, jaz hočem, ti moraš, je prisila, ki ni rečeno, da bo delovala, ponavadi ne deluje. Midva se morava pogovoriti, rečemo fantu ali pa možu. In takrat reče mož, zdajle bo težko, zdajle sem ga pobiksal, nekaj ni v redu. Zato, ker ženske hočemo povedati, kaj ni v redu, kako se more spremeniti, koliko smo prizadete, kako more z nami ravnati, da bomo srečni. Ampak druga oseba nam nič od tega ne more dati. Nič od tega nam ne more dati, če mi tega nimamo najprej v sebi. Se pravi, mi lahko povemo 5-krat eno in isto stvar. In ta oseba, ta moški, če se obrnemo na moškega, ta moški nam lahko pove 1000-krat, da nas ima rad, da je v redu, da smo mu pomembni, ampak če mi tega nimamo v sebi, če mi tega ne čutimo, bo vse padlo v luknjo brez dna in bo šlo mimo nas. In bomo vedno znova in znova prizadeti in bomo vedno znova in znova iskali načine, hočem, da ti narediš to in to. Midva se morava pogovoriti. In potem se pogovarjamo ene in iste zadeve ali pa podobne zadeve 10-krat, 15-krat, 20-krat. Potem se oseba na drugi strani naveliča se. In se reče, jaz se ne bom več pogovarjal, jaz se ne morem več pogovarjati. Karkoli naredim, ni v redu, karkoli naredim, vedno nekaj zmanjka. Zdaj sem jaz dala primer, kakor da je z nami nekaj narobe. Ne gre za narobe, gre za način, ki ne deluje. Ampak dajmo spremeniti ta način, ki ne deluje. Naredite test, dajte en teden, preizkuste mene, preizkuste ta način in vsakokrat, ko imate nekomu nekaj zapovedati, mu to prej 10-krat povejte v glavi. In šele potem mu povejte v živo, če boste imeli sploh potrebo. In to je razlika. Ko mi povemo v glavi, oziroma ko si mi predstavljamo, da govorimo o sebi, ta želja, to hrepenenje, ta potreba se zmanjša ali celo izgine. In včasih se ljudje razidejo, brez da bi se dokončno pogovorili, oziroma da bi rekel, konec je, ampak samo mrknejo, ni jih, odidejo. In takrat nimamo možnosti s to osebo sploh še govoriti. In takrat moramo to narediti pri sebi. Mi se od ljudi ne poslavljamo v živo. Mi se poslavljamo globoko v sebi, v svojem čustvenem svetu. Tudi, če se mi poslovimo v živo. In če se mi v sebi nismo poslovili, bomo še vedno imeli monologe in bomo govorili s to osebo. Še vedno bomo hrepeneli po tej osebi, še vedno si jo bomo želeli, še vedno si mi ne bomo predstavljali življenja brez nje. Se pravi, vsi zaključki se morajo zgoditi v nas, ne zunaj, najprej v nas. In zato naredimo tako, da se bo najprej zgodilo v nas in če bomo imeli še kakšno potrebo in možnost, se bojo zgodili tudi zunaj. Se pravi, če imate v sebi nezaključene zgodbe, poskušajte narediti tako, kot sem vam jaz zdajle predlagala. Poskušajte narediti enkrat, poskušajte narediti 5-krat. Če imate nezaključene zgodbe izpred 10 let, boste mogli to narediti večkrat, zaradi tega, ker je to vsajeno v vsako celico vašega telesa.
spomin celice, spomin ostane, energija spomina ostane zelo dolgo. In ne moramo mi tega narediti nekaj, kar smo mi kopičili 10 let, ne moramo spremeniti v 2 minutah. Lahko pa spremenimo večkrat pomalo. Absolutno pa ne bo trajalo 10 let. Torej, obrnite se vase in se vprašajte, kaj je v meni, kar bi jaz rada zaključila. In to naredite na ta način. Jaz imam zdaj avgustovsko akcijo, lahko preberete na moji spletni strani. Dajte si privoščiti kakšen individualni tretma, kakšno individualno svetovanje. Ogromno znanja boste dobili, ogromno spoznanj boste dobili o sebi in boste lažje sami nadaljevali. Točno tako, kot skrbite za svojo kožo, točno tako, kot skrbite za svoje mišice, točno tako, kot skrbite za svojo postavo, poskrbite za svojo notranjost, za svoja občutja, za svojo dušo, za svoje srce. In kmalu se spet vidimo, slišimo, prijavite se na novice, pridite na mojo spletno stran, delite ta video, prosim, delite ta video in imejte se radi, zaključite zgodbo in lažje vam bo. Srečno, čau, čau.